Združenih državah Amerike pa še vedno poteka remont Bele hiše. Ste kaj spremljali? It's gonna be such a great house, such a wonderful house. Gotovo ste videli tole novičko. Gradbeni delavci so porušili del vzhodnega krila Bele hiše, kjer bodo zgradili novo plesno dvorano. Gre pa za projekt ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ameriški predsedniki že več kot 150 let želijo imeti v Beli hiši dvorano, v kateri bi lahko gostili velike zabave, državne obiske in drugo. Trump, prvi predsednik v zgodovini Amerike, ki se je lastno bajto podaril. No, v osnovi gre za prenovo, vemo, ja. Plesna dvorana bo nastala na porušenem delu. Ne vem, zakaj maham kot Trump. Sam kaj, ker ne vem, če imajo dosti ljudi, ki plešejo tam, ne? Ker pri nas tudi ne vem, če se še pleše, kot se je 2022 plesali okrog volitev. No, kakorkoli že. V oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem smo razmišljali, kot to večkrat počnemo. Zdaj vem, da se ne vidi, ampak vam zagotavljam, da razmišljamo. Smo razmišljali o idejah, kako renovirati Belo hišo, dokler to še lahko. In glede na to, da je prva dama ZDA Slovenka, Melania Trump, čeprav nima J-ja v imenu, je Slovenka, vam zagotavljam. Je pač zbrisala, ker je spominja na Balkan. Okay, ne bomo ji zamerili tega. Si bom še jaz pobrisal J, bom Ure Godler. Ni tako cool, priznam. Je pa bolj internacionalno. Ure Godler. Ok, no glede na to, da je Slovenka, zakaj ne bi Bela hiša po novem imela kakšne elemente Slovenije? A je bilo to pošteno ali ne? Ja. Ste za? Le smo državozavestni ljudje. Samo za vas bomo zdaj pokazali, kaj bi naredili. Jaz bi namesto plesne dvorane en lep kozovc postavil. A ne bi bilo to fajn? Kako bi tako subtilno nakazoval na kulturno dediščino prve dame? Kaj pravite? A ne bilo dobro? Jaz si predstavljam, da bi Trump lahko imel odlične govore pred kozovcem. Such a great kozolec! Such a great kozolec, wonderful! Mislim, da bi bil zgodovinski moment, če bi pred kozovcem razglasil vojno proti Rusiji, recimo. Bi bili končno prepoznavni. No pa jaz mislim, da je bilo res lepo, če bi postavili poleg vzhodnega krila en velik slovenski mlekomat. Melanino mleko. Mislim, to je figurativno. To ne njeno mleko dejansko iz njene dojke. Ampak samo figurativno, da se ve, da je slovensko, ne njeno. Jaz sem prepričan, da ima Trump rad mleko. A ni rekel, da ne pije alkohola? Ne? Kaj boš pil, če ne mleko? Velike zgodbe se zmer začnejo s kozarcem mleka izpravljati. Pa še eno stvar bi naredil, in sicer eno romsko naselje v Beli hiši. A niste za tiste taporedne iz Slovenije? Tam si ne bi upal kar tako streljati, po moje, ker bi Trump hitro lovce na njih poslal. Glej, kaj to leti! Pa veste, kaj je še praktično? Taga naselja ti ni treba graditi, ker se samo od sebe postavi. Draga Bela hiša, Trumpova administracija, ideje smo vrgli na mizo, uporabite. Make Slovenia great again! Vgaš, imamo kar veliko gledalcev po svetu, to veste, ne? Ne se smejati temu! Argentinski predsednik je naš največji fan. Esta semana con Ure Godler, todos los hienas a las nuevas de las noches. Na 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 na. To je čist legit, oprostite. To nismo v Synchro Studio prepustili z Lukijem. To je bil res Milej, ne Meloni. Se vidi, na koga razmišljam. Jure, nehaj. Mimo grede! Tole novico ste opazili ta teden? Začel je veljati nov pravilnik o ocenjevanju znanja in napredovanju učencev v osnovni šoli, da bi bilo stresa manj. Pravilnik znižuje minimalno število ocen, uvaja možnost medpredmetnega ocenjevanja. Večina ocen pri določenem predmetu ne sme biti pridobljena s pisnimi preizkusi znanja, učitelj pa je bolj avtonomen pri oblikovanju zaključne ocene predmeta, ki ni nujno povprečje ocen. Madonna, kdaj sem bil jaz otrok, takrat, ker se je najmanj splačal. Kaj bi jaz dal, da bi šel zdaj v šolo?
ker sem bil jaz otrok, smo dobili po glavi od učitelja, presežen. In to ne tako, ampak takole. Doma pa še od staršev. Pa spat brez večerje. Pa 2 deci vode za cel teden. Pa v šolo smo hodili pol ure po snegu, v klanc, v obe smeri. In to polet. Starši slišimo, da je šola težja kot kadarkoli prej. Šola je težja kot kadarkoli prej. A lahko še enkrat klip vidimo? Kar dajmo še enkrat klip zavrteti. Starši slišimo, da je šola težja kot kadarkoli prej. Bogi. Bogi. Kaj pa morate početi? Knjigo brati? Joj! Me kar mrazi. Sam razumem, da je težko knjigo brati, če si na TikToku vmes. Praktično se ne da. Dajte nehati težiti otrokom, ok, lepo vas prosim. Kaj jih boste še prisili, da se bojo poštevanko učili? Poj pa sam še en korak, da starši lahko pokličejo policijo, če Sonček dobi cvek. Obrniti se morajo na policijo in to niso moje besede, ampak besede uglednega ministra. In tukaj mora policija ukrepati, ni druge. Če policija ne ukrepa, naj se obrnejo na policijo. Če se najavijo na telefon, eskalirajte. Pošljite mail, ogorčen mail z velikimi tiskanimi. Ni živil, vraga. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.